Dajmo danes govoriti o pomlajevanju. Dejstvo je, da imamo lahko čisto preproste korake in vam povem 10 stvari, ki vam bo pomagalo čisto enostavno pri tem, da se pomladite. Odprlo se mi je pri rastnem hormonu in pri omegi 3 in dejstvo je, da za pomlajevanje in za aktivacijo vseh hormonov, ki vplivajo na pomlajevanje, je najbolj pomembna omega 3. To je dejstvo, zato ker drži strukturo kože skupaj, po drugi strani pa deluje na prožnost, ker je pač maščoba, in poleg tega deluje na hormone, ker so hormoni topni v maščobi. Vam povem en primer. Jaz pač na internetu, na YouTubeu sledim pač eno gospo, ki mi je tako lepa, pač iz Amerike, tako lepa, pač mojih let in pač njeni nasveti so mi všeč. Ampak na koncu zdaj posnela video, kako si daje botoks tukaj, pa tukaj, si mislila, ok, v osnovi je polna botoksa, se pa ni čuden, da tako dobro zgleda. In meni je cilj, da dobro zgledaš, da si cel na injekcijah, da imaš v bistvu tukaj napumpa, da ti kar takole stojijo obrvi, da ti tukaj nekaj gor stoji, samo zaradi tega, ker je umetno. Gre se za to, da narediš vse, kar je v tvoji moči, da podpreš naravne procese. No in naravni procesi, seveda, gravitacija je naravni proces, tudi staranje je naravni proces, ampak to ne pomeni, da nič ne smeš narediti v tej smeri, da pa ne bi ohranjal vitalno telo ali pa ohranjala. No in zdaj glejte, kaj je najbolj pomembno pri tem, da ohranjaš vitalno telo, da izgledaš mlajša. Nenazadnje, jaz bom čez dober mesec dopolnila 50 let in mislim, da mogoče že kakšno stvar lahko rečem v tej smeri. Prva zadeva, za moje pojme je najbolj pomembno, hrana je res pomembna zadeva, ker če ješ, to 90% na to, kako deluje naše telo, deluje hrana. In mi lahko samo pozitivno razmišljamo. Veste, včasih kakšen reče, veš, vse je v glavi, vse se začne v glavi. Ja, v redu, če vam je za skurt en kup maščobe in samo razmišljam, skur se. Ja, lej, noben ogenj ne bo začel, če ne bo vžigalce. In vžigalca je C-vitamin, je magnezij, potrebujemo dobre maščobe v omega 3, da sploh pride do tega, da se celice odprejo, in je B-vitamin. Brez tega ni vžiga in to dobimo s hrano. Seveda, najbolj pomembna je večerja in spet sem v konfliktu mogoče z nekom, ki reče, ne, večerjati ne smeš. Večerja, omega 3. Aha, recimo, tako kot včeraj sem tako dober, ko si jo skuhala. Naredila sem pečenega lososa. Bom objavila še recept, ker je toliko vrhunsk nastal. Pečenega lososa, potem sem pa dala zraven iz brokolija, sem naredila pire, enako kot s krompirja, samo da je brokoli vrhunski. Veste, kako je to dober? Poleg sem domačo solato iz vrta že imela in popečene bučke. To je lahko tudi večerja in imate in omega 3, in imate B-vitamin, in imate C-vitamin, in imate magnezij. Vse imate in je to točno taka večerja, ki jo potrebujete tudi za hujšanje in za izdelavo tako rastnega hormona, kot hormona DHEA, ki topi maščobo okrog trebuha. No, naslednja zadeva, kar pomaga pri tem, da izgledamo mlajše, to pa meni moji otroci rečejo, je pa frizura. Ker če si dam navijalke gor, rečejo, mami, veš, kako izgledaš stara. Pač, frizura naredi nekaj ta svojega. Naslednja zadeva, mogoče majčkan make-upa, da si poudarimo majčkan oči, tukaj ne rabimo profesionalne zadeve, ampak mogoče majčkan, da poudarimo tisto, kar je lepo na nas, mogoče majhen barvice, majčkan trepalnice prevzdignemo in to ni povezano z denarjem, kot z neko dnevno navado, da nekaj narediš za svoje dobro počutje. No, naslednja zadeva za dobro počutje je pa pomembno spanje. Kdor ne spi, enostavno je prekurjen. Ker glejte, spanje, rastni hormon, obnova in ko se naspiš, pomeni, da podpreš svoje telo pri procesih obnove. Vsi ti procesi delujejo samo med spanjem, to ne deluje čez dan, zato je tako pomembno, da se naspimo. Naslednja zadeva pa, jutranji ritual.
dan začeti s hvaležnostjo, pozitivne misli, hvaležnost, dobra volja, pošiljati blagoslov drugim ljudem, ne preklinjati usode, ampak pošiljate dobro voljo ljudem. In naslednja stvar, vsakodnevno gibanje. Zjutraj naredite tibetanske vaje. Pač pomembno je, da svoje telo spravite v gibanje in da začnete s prehodi, da imate nek jutranji ritual, da vsak dan zjutraj poskrbite za sebe, ker v nasprotnem primeru, lejte, ko se katera mašina ne dela, zariba, to je dejstvo. In tudi vaše celice, če niso v pogonu, bodo zaribale. Aha, potem naslednja zadeva, pa veste kaj je? Starčevske navade, da se držiš po konci, da strumno hodiš po stopnicah, da ne da hodiš, kako pa mene to boli. A veste, kamor gre pozornost, tja gre energija. In bolj kot razmišljamo o tem, mene to boli, nimam energije, se slabo počutam, joj, spet imam novo gubo. To so starčevske navade. Dejstvo je, da če vi želite obnovo, začnite strumno hoditi, dajte se držati po konc, delajte vaje, zato pa priporočam, tibetanske vaje vas bojo spravile po konc, vam bojo učvrstile te mišice, vam potegnejo tudi prsa gor in tibetanske vaje vas premigajo. Zato je tako pomembno delati na svoji drži, da niste sključeni pa takole, ker vsi gledamo pač v telefone in v računalnike in smo vsi takole. Pač to je zdaj skoraj naravna drža in zato zavestno, da damo prsa ven, da izpostavimo sebe, svojo držo, da smo po konc, ker avtomatično pa izgledaš višja, lepša, ja, enostavno mlajša, ne, manj starčevska. Naslednja zadeva, veste, jaz imam tako rada obleke. Tako rada imam obleke. Tako rada, tudi tako načeloma jaz, ko hodim kamorkoli na potovanja, na dopust, nikdar ne kupujem šare. Nikdar. Ampak kupam si pa obleko. In točno vem, kje si kupam določeno obleko, ker je to moj spomin. Recimo to sem lansko leto kupila na Baliju. In z veseljem kupam obleko, ker je to moj najboljši spomin in imam rada obleke, rada sem ženstvena. Da ne te mislim, da sem bila odnegdaj v barvah, da sem odnegdaj kupovala obleke. Odnegdaj sem bila rada v hlačah in rada sem bila v čim bolj temnih oblačilih. In potem, ko sem prišla do tega, da je čas, da se neham skrivati, sem začela kupovati obleke. In zdaj, kakor se toliko greje, jaz hodim samo še v oblekah okrog. In veste, kako je to sproščujoče. Če imate kar naprej vnetja, pa dajte probati kdaj dati samo obleko in bodite spodaj brez. Kar pomislite, a niso naše babice hodile vse spodaj brez? A veste, kakšna svoboda je to? Nimate pojma. Probajte in boste videli, kako zaveje čisto veter. Se nihče ne ve, da ste brez spodnega perila. Dajte poskusiti. Mogoče se boste same sebi smejale, ampak dejstvo je, da je to en del osvobajanja ženske energije in si dobesedno snamete dol železni pas. Tako da, mogoče za danes dovolj telih nasvetov. Mogoče ne zaključam samo s tem, da ta zadnja stvar pri tem, da dobro izgledamo, pa pri hormonu rasti, obnavljanja, hormon DHEA, je pa molitev, meditacija, biti povezan z izvorom, ker izvor je večna mladost, večna energija, večni pretok. Odpustiti ljudem, ki te tlačijo, blagoslavljati ljudi, ki te tlačijo, biti hvaležen za vse dobro, kar se ti zgodi v življenju, biti hvaležen celo za izkušnje, ki niso glih najboljše, vse to pomlajuje. In glejte, ta dobra volja, jaz ne rabim botoksa, zato ker sije svetloba skozi mene. Ker dovoljujem, da gre svetloba skozi mene. Ker na nikogar nisem jezna, nikomur ne zameram, na nikogar ne
kažem, kdo je kriv, ampak se vedno vprašam, kaj je moja lekcija, kaj se jaz moram naučiti. In zato ne rabim botoksa, zato ker je odpuščanje, molitev, meditacija, naravni botoks. In svetloba, angeli, stvarstvo, Bog, ni važno, kako imenujete, vas pomladi. Tako da naredite to, boste videli. Eni knjigi sem prebrala, Bog ima lepotilni salon in ga ima res. Tako da bodite vi, sijte in imejte sebe radi.